4141, slabo, 41, slabo, 41, slabo, 41, prevračanje. Imamo trakove z budicami, dober zadetek, vse 4 pneumatike. Pravkar smo prejeli klic o streljanju, ki se je pravkar zgodilo. Pravzaprav smo trenutno na tem območju. Gre za rdeči džip s platneno streho. Gremo v center mesta Sanford, Clinton Highway. Osumljenec je bil moški, starejši, z daljšimi sivimi ali svetlimi lasmi, kar lahko vpliva na prepoznavnost. Torej, rdeči džip je bil, mislim, ali v lovu za drugim vozilom, ali pa ga je drugo vozilo lovilo. Prišli so do tega križišča tukaj in so nekajkrat streljali na avto. Trenutno ne mislimo, da je kakšna žrtev, ampak smo tukaj na križišču, kjer se je to zgodilo. Rdeči džip s črno platneno streho pred menoj na Callahanu proti 75. Premaknite nas, na nujno, prosim. Adam 12 na nujnem kanalu 1. Poskušam si ogledati voznika, naredili bomo obrat nazaj proti Clinton Highwayu. Ja, starejši bel moški z brki. Adam 12 bom 1025 s tistim džipom, to bo Callahan pri baptistični cerkvi na cesti Callahondon. Dvigni roke! Obe roki! Z desno roko odpri vrata od zunaj, z levo, pohiti! Obe roki, naj bosta tam, kjer jo lahko vidim. Stopi ven in se obrni stran od mene. Obrni se in se obrni stran od mene. Pomikaj se nazaj proti mojemu glasu, dokler ti ne rečem, da se ustaviš. Nadaljuj, 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 ustavi se! Zdaj se spusti na kolena, drži roke dvignjene, prepleti prste na zadnji strani glave. Križem te. Roke za hrbet. Moja pistola šele prihaja. Stani. Obrni se proti mojemu avtu, daj noge narazen. Imam dovoljenje za nošenje v žep. Dober tip, kaj se mu je zgodilo? Ampak prišel je z avtoceste in se obnašal noro. In ko sem prišel sem, je prišel dol z avtoceste in se obnašal, kot da poskuša priti mimo. In prišel je za menoj in me je poskušal potisniti po cesti. Bil je v ram tovornjaku, belem tovornjaku za ograjo, me je potiskal po cesti in je nekaj vrgal. In se še naprej naslanjal na moj avto. In mislil sem, da mi bo razbil okno, tako močno je bilo. Ne vem, ali je bila opeka ali kaj drugega. Ali si streljal na tisti avto? Da sem. Zakaj si to naredil? Ker je poskušal razbiti moje okno na mojem kombiju. Brez razloga. Nagibam se iz svojega džipa brez razloga. Vrede je. Nisem naredil ničesar. Tvoje okno bo šel. Je to uporaba smrtonosne sile, če ti razbije okno? Če bi me zadelo, ko je priletelo, bi mu to pomagalo. Ne vem, kaj je bilo, ampak bilo je trdo. Ga lahko hitro daš v zadnji del svojega vozila. Nisem vedel, da je bilo okno tako trdo zanj. 12 imam enega moškega, 10-15. On bo strelec, povedal je, da je streljal na vozilo in da je menil, da je bilo to v samoobrambi, mislim, ker je nekdo nekaj vrgel v njegovo okno. Tako da bo danes ponoči v priporu. Sedimo pri semaforju, tukaj pri Scooters, beli poltovornjak, poskušamo ugotoviti, kaj je. On misli, da je nekakšna poizvedba, ampak ni prepričan. Ja! Obnaša se kot kreten, trobi, bliska z dolgimi lučmi in vse. Vsi poskušajo ugotoviti znamko. Ja! Ko to počne, začnejo izmenjevati besede, prav? Džip vrže meter proti njegovemu avtu, ga zadene, tako da ne vem, kaj misli, da je to pomenilo. In v bistvu vzame vse skuterje. In nekako se malo stav in tip izstopi, ima pištolo v roki, ves čas vidi pištolo. Ne more razločiti, ali dejansko strelil na tipa v džipu, ali pa je strelil v zrak, ne ve. Ampak je rekel, hočem, da vidi pištolo, vidim ga, kako strela, jaz pa ne morem. Torej, je streljal kaj? Bil je zunaj tovornjaka, ja. Stal je zunaj,
V celoti je priznal po pravnem pouku Miranda, da je streljal na drugo vozilo. Zasegli smo strelno orožje, eno kroglo je imel že v cevi, pripravljen za ponovno streljanje in več nabojev v nabojniku. Torej ga imamo vsaj za ogrožanje varnosti iz malomarnosti, kar je kaznivo dejanje razreda E. Tako da se odpravljamo na klic v restavracijo, kjer je nekdo poklical in verjame, da je nekdo bil v baru, pil nocoj in se bo zdaj usedel v avto ter odpeljal. To bi morda lahko bili oni v tem avtu tukaj. Moram pogledati registrsko tablico. O, to je to. ...62 za 39, ustavil ga bom tukaj naprej, mimo Watersida. –62 bomo ravno pred domom za ostarele. Pozdravljeni, jaz sem policist Cody. Vse se snema. Imate pri sebi vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje, gospod? Ja, seveda. Kako ste danes, fantje? Dobro. Odkot vsi prihajate? Bili smo ravno dol pri... kje smo že bili? Ti si... Kje si bil? Ne vem. Ne veš, kje si bil danes? Ali vem, kje sem bil? Mene sprašuješ ali voznika? Oba, no? On je spraševal tebe in ti si rekel, da ne veš. No. Verjetno je vprašal voznika. V redu, kje ste bili danes, gospod? Bili smo pri pizzeriji. Pizzerija, v redu. Hej, Jason, če lahko govorim s tabo tukaj zunaj, da se prepričam, da si sposoben voziti, bomo poskrbeli, da boste šli lahko domov. V redu? Koliko si danes pil? Samo nekaj pijač. Nekaj pijač, razumem. Pojdimo kar tukaj na pločnik. Kakšne pijače so bile to? Kaj praviš, samo pivo? Samo pivo. Ko ti rečem, da začneš, lahko dvigneš katerokoli nogo želiš. Približno 15 cm od tal šteješ na glas. 1001, 1002, 1003 in nadaljuješ s štetjem, dokler ti ne rečem, da prenehaš. V redu? Če je to 1, če sta to 2, če so to 3000, 4000, 5, levo gor. Lahko nadaljuješ. 1007, 1009, katero 1000, 10, 11, 12. Red. Lahko nadaljuješ. Lahko ji daš še eno priložnost. To je dobro. To je dobro. V redu. Obrni se in se postavi proti tistemu policistu. Prosim, prav, nocoj si preveč pil. Ampak to veš. Dobili smo tudi klic, da nocoj ne bi smel voziti. Prav, stopi z zadnjega sedeža v narednikovem avtu. V redu. Zdaj potrebujem, da me prideš iskat. Tako da zdaj samo še čakamo vlečno službo, potem pa gremo na postajo in jih bomo tam obravnavali zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Vse piščance, je? Moral bi vprašati, kje ga je dobil. Vlečna služba je na kraju. Verjetno je tam praska, to si verjetno želiš zabeležiti. V redu, posnel bom slike, preden premaknem, preden naložiš. Rad bi imel svoje fotografije. Ne slikamo vozil. V redu, če želite, če imate telefon, jih lahko posnamete. Seveda, samo ostanite zadaj. Ostanite zadaj. Hej! Ne, pravkar ste mi rekli, da jih želim najprej. Vrni se na pločnik, ali pa bova imela problem. Pravkar si rekel. Naj grem na pločnik, ali pa bova imela problem. Red. Ne vem zakaj, kaj te briga, saj ni tvoj avto. Tebe ne briga za pravice posameznika. To nima nobene zveze s pravicami, pa jo ima. To ni tvoj avto. Kakšno pravico imaš potem do avta? Misliš, da se pravice posameznika končajo tam, kjer ti misliš, da je napredno? A sploh veš, kaj govoriš? Absolutno, veš, da to odkleneš. Veš, da je Thomas Hobbes. Povej mi, kaj je točno drugi traktat o vladi. Hvala, utihni, saj ne veš kaj, ne? Ostani na pločniku. Kaj je to? Ja, ostani na pločniku. Sem si mislil. Prav.
Ostani na pločniku. Nočem nič drugega kot to, kar bo on povedal. Thomas Hobbes, drugi traktat o vladi. Tako smo našli vozilo, ki je bilo povezano z incidentom, kjer je moški, ki je vozil vozilo, grozil, da bo streljal in zabodel. Takrat ga nismo mogli identificirati. Možno je celo, da ima naloge za aretacijo in podobne stvari. V redu, samo trenutek, ponovite isto stvar. Imejte roke za hrbtom, hej? Ustavite se. Kaj se dogaja? Ker to, kar govorite, nima nobenega smisla. 20 minut samo, rekli ste. To je vaše vozilo, kaj ne? Ampak registrska tablica ni vezana na to vozilo, kaj ne? Kaj ne vam rečem? Zakaj tablica ni vezana na vozilo? Rekli so, da je bila vrnjena davčnemu uradu, ni več vezana na vozilo. To pomeni, da je bila nekako vrnjena ali pa je bil poskus vračila, in če ste jo dali na svoje vozilo, pomeni, da nikoli ni bila dodeljena nobenemu vozilu. Ali so v tem vozilu mamila, uporabljena mamila? Kaj je to? Nič. V vozilu ni orožja. Torej bo šel v zapor zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, neregistriranega vozila in brez zavarovanja. Na to ga bomo zaslišali glede incidenta, v katerega je bil vpleten. John Roden, brez vozniškega dovoljenja od leta 2021, je redni kršitelj z začasno odvzetim dovoljenjem. To pomeni, da so ga večkrat ustavili in večkrat kaznovali zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja v zvezni državi Florida. In avto ni registriran. Torej, kaj pa je naredil s ključi? Ključe je vzel s seboj. Kje pa si se skrival? Dobro, kako si ti? Že dolgo te nisem videl. Slaba novica je, da boš moral tole odvleči. Ni ključa, ničesar. Ne najdem ključa. Videli smo ga, ko je pripeljal sem. Pri sebi nima ključa, v avtu ni ključa. Poglejmo, kaj imamo. Ne vem. Avto je iz Miamija, ni bil registriran na njega. Preprosto je čudno. V redu, v tem primeru bom šel kar sem. Torej, namestnik Pitt mi je pravkar poslal sporočilo, ker sva poskušala najti ključe vozila. Namestnik Pitt mi je pravkar poslal sporočilo in rekel, citiram, si jih je zatlačil v rit. Mislim, da so ga v zaporu našli s ključi v zadnjici. Iz kakršnega koli razloga se je odločil, da si bo ključe porinil v zadnjico in jih skril pred nami. Ampak ne glede na to, vozilo bodo odvlekli. Deluje, ne potrebujem ga. Se vidimo, brat. Zdaj si vse tlačil v rit, ključe, dovoljenja in vse te stvari, ampak to počneš že več kot 20 let, tako da nikoli ne veš, na kaj boš naletel. Ustavil bom ta avto, vozil je po cesti sem ter tja, želim stopiti v stik z njimi, se prepričati, da niso pod vplivom alkohola in da so sposobni varno voziti to vozilo po cesti. Adam Toll, ustavili bomo na parkirišču pri O'Reillyju. V vozilu sta bili vsaj 2 osebi. Kako ste kaj? Ste že dolgo pri šerifovem uradu. Razlog za ustavitev človek. Vozite zelo nezanesljivo po cesti. Nisem na cesti, prijatelj, vidim, da ste me spremljali. Nisem na cesti, prijatelj, vidim, da ste me spremljali. Nisem na cesti. Si, vozil si vse povsod po cesti. Nisem na cesti. Imaš vozniško dovoljenje pri sebi. Nimam luči, moram reči. Hej, vsi ostanite v avtu, takoj bom nazaj z vami, prav? Torej, voznik nima vozniškega dovoljenja. Pravi, da ima zavarovanje, ampak ga še ni pokazal. Zelo je živčen, malo čuden. Preverili bomo, kaj se dogaja z njim. Hej, Sanchez. Kaj novega? Vozniška dovoljenja so bila odvzeta. Oba imata zgodovino zlorabe drog. Prva skupina, 6. skupina, od 1. do 6. skupine.
Hej, prijatelj, kar izstopi in pridi pred moj avto. Brez orožja ali česarkoli, brez da bi kaj prijel. V redu, samo ostani tam. Veš, zakaj ti je bila odvzeta vozniška, prijatelj? Ne, ampak vem, pa tudi ne vem. Imam nekaj čaja, moram plačati. Na koncu sem bil pri tistem tipu, dobil sem kazen, moram plačati. Detektiv Čita bo peljal Johnnyjevega psa za odkrivanje mamil okoli avtomobila. Je v tem avtu še kaj drugega kot to človek? Oh, ne. Kar nadaljuj. Kaj je imel v žepu? Medtem, ko bomo preiskali avto? Kar nadaljuj. Slap your mama. Tega še nikoli nisem imel. Mogoče je na tem nekaj kokaina. Kdaj si nazadnje uporabljal kokain? Cocaine. Cocaine. Ta baraba je bolan. Pojej in pojdi domov. Nisem jemal kokaina. Si prepričan? Ujel sem podgano. Dvigni svojo rit, nazaj sem. Obrni se, hitro položi roke na moj pokrov motorja. Imaš kaj pri sebi? Ne delaj težav. Drži roke na vidnem. Položi roke na moj pokrov motorja. Jaz bom to uredil. Položi roke na moj pokrov motorja. Roke na pokrov motorja. Odkot si roži? Izven boja. Izven boja. Kateri del? Kaj je to? Kaj za vraga? Daj roke za hrbet. Daj roke za hrbet. Daj roke za hrbet. Obe roki za hrbet. Turner, nasloni zadnjico na halbo mojega avta. Kaj imaš pri sebi? Turner, obrni se proti mojemu avtu. Ja, tukaj sem. Daj roke na halbo mojega avta. Če je prevroče, daj kar sem, človek. Mi? Ja. Kaj imaš pri boku? Daj roke za hrbet. Daj roke za hrbet. Dokler vsega ne razjasnimo. Umirimo se. Imaš lisice? Še malo koke. Test je bil pozitiven. Reakcijo lahko vidiš kar tam, na testnem kompletu. Šli bodo v zapor zaradi posedovanja snovi z drugega seznama. Voznik bo dobil obtožbo za vožnjo z odvzetim dovoljenjem. Verjetno bomo zdaj avto samo odvlekli, ker nobeden od njiju nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Tako trenutno stvari stojijo. Poskušal vas bom ujeti s kolesom. Zdi se, da so me opazili takoj, ko sem se peljal mimo. Prečkajo tisto. Zdi se, da nas poskušajo obiti. Kaj je, prijatelj? Pokaži roke, hitro. Pridi sem, usedite se. Usedite se, fantje, hitro. Ustavi glasbo. Ni me briga za to. Ampak če me prisilaš, da te grem iskat, da grem to urejat, potem me bo skrbel za to. Torej, tukaj je stvar. Si odvrgal pipo ali drogo? Kaj je bilo? Pohiti. Kaj si vrgel? Pipo ali drogo? Ker če grem, v redu. Nehaj lagati. Koliko si star? Ali ti moram pridigati kot otroku? V redu. Kako ti je ime? Richard? Prav, Richard. Pojdiva po to, kar si spustil. Videli boste celo, da sem spustil, vrgel sem to prav tja. Tukaj nisem ničesar spustil. Ljudje, on je to vrgel, ničesar ni spustil. Ko sem vas videl v tornjaku, sem prišel in dal njihovo okno. Kako bomo to dobili? To je dobra veja. Ja, ta je dobra. Tako, imaš? Skor si ga dobil. Tako, imaš? To je dobro, to je dobro, to je dobro. V redu, hvala, gospod. Pojdimo, da se spet usedete tja. V redu, pravzaprav, pojdimo se usesti tja k mojemu vozilu. Prvo, kar sem pomislil, je bilo, da bi to moral pustiti doma. Si včasih rad metal drogo, ko si videl policaja ali kaj? Vsi to počnejo, stari. To je res, dobra pripomba, tako je, tako je. In ko sem te videl, da prihajaš tiste strani, sem ga hočel zgrabiti, ampak sem te videl, zato sem hitro zapustil to stransko ulico in ga vrgel čez ograjo. Koliko si plačal za to?
Kaj je to? $50 za paketek? To je kar drago, a ni? Je dobra? Mislim, da je v redu. Ja. Nič več ni dobro. To je res. Richard je bil večinoma sodeloval. Opravičuje se, ker je vrgal metamfetamin na tuje dvorišče. Sam je šel po to, ga pobral in mi ga izročil. Izdali mu bomo prekrškovni nalog za to. Razumeš, zakaj počnemo to, kar počnemo, kaj ne? Če moraš imati droge, naj bo doma, ne vodi ga ven na ulico. In če jih pripeleš ven, kaj se bo zgodilo? Prišel boš v težave. In kaj se bo zgodilo? Bodi tako prijazen, kot ta tip. Kar pošteno, ja. Zelo pošteno. Zelo pošteno, kaj ne? V redu, tukaj mi podpišite. Tukaj imate to. In potem lahko greste. Kevin? V redu, fantje. Ja. Hvala. V redu, lep dan vam želim, prav? Enota Game je pravkar poskušala ustaviti vozilo, pa so pobegnili. Tako da samo poskušamo pokriti območje za vsak primer, če pobegnejo ali kaj podobnega. Registrska tablica je registrirana na lastnika, ki ima nalog B. V redu, zdi se, da prihaja proti nam. V redu. Mislim, da bo še naprej prihajal. Mislim, da bo še naprej prihajal po reki navzgor. Morning, Tom. We got sticks. Dober zadetek, dober zadetek. Vse 4 pneumatike. Kmalu bi se moral ustaviti. Zdi se, da misli, da se bom ustavil. Stari, zadeli smo ga, dobro smo ga zadeli. Res? Zapeljal je čez, vsaka pneumatika je zadela tisto konico. Mislim, da je pri tebi vse, razen zadnje pneumatike na voznikovi strani. Sploh se ni premaknil, ne vem, če ga je videl. Ne, sploh ni vozil. Mislim, da ga sploh ni videl. Zaključili smo, vendar smo ugotovili, da ima osumljenec naloge za prijetje zaradi hudega ropa. Zato nam je poveljstvo svetovalo, naj nadaljujemo z zasledovanjem. Uspeli smo se postaviti na mesto, kamor je zasledovanje vodilo, da smo lahko uporabili bodičasti trak. Uspelo mi je preluknjati 3 pneumatike. Zasledovanje se je nadaljevalo še nekaj časa, nato pa se je končno ustavilo. Prijeli smo ga. Tako da se mora zdaj vsaj soočati z nalogom, ki ga je imel, in potem še z begom ter ropom. Potem bom moral stopiti v stik z enoto za boj proti tolpam, da vidim, ali bodo osumljencu dodali še kakšne dodatne obtožbe. Tako da bom zdaj ustavil to vozilo tukaj. Imam preklicano registrsko tablico, težavo z zavarovanjem in kršitev tehničnega pregleda. Da, ima odredbo za odvzem registrske tablice. Torej, poglejmo, kaj se dogaja. Gospod, prosim, spustite okno. Načelnik Armstrong, Brooks ZTD, kako ste? Kar dobro, kar dobro. Tablica ima odredbo za odvzem in registracija je preklicana. Imate vozniško dovoljenje pri sebi? Ne, gospod. Nimate vozniškega dovoljenja? Nimam veljavnega vozniškega dovoljenja. Potem ne bi smeli voziti, kaj ne? V redu. Tip ima odjavljeno registracijo. Vozi avto nekoga drugega. Pri sebi nima nobene vozniške dovoljenja. Celotno vozilo, vse v zvezi z njim, je nezakonito. Zdaj bom preveril njegovo evidenco in se odločil, ali ga bom odpeljal v zapor ali mu napisal kazen.
Leta 2022 je imel pri sebi orožje kot kaznjenec. Torej imaš trenutno dve odprti zadevi. Vožnja, kljub oduzetemu vozniškemu dovoljenju, ena izmed 4, ena izmed 9, in ima dolgo zgodovino zaradi vsega mogočega. Ima res dolgo zgodovino. V redu, no, kako pa? Imaš kaj pri sebi? Počakaj. Vidim, da si segel po nečem. Ne, jaz bom segel po tistem. Dotikaš se tega. Poglejmo tvoje hlače. Stoj tukaj, stoj. Gremo. Tista praškasta stvar na tvojih hlačah. Ustavi se. Krompirjevi čipsi in koščki kreka. Če? Dobro, mislite. Daj roke za hrbet. Takoj. Krompirjevi čipsi in koščki kreka. Si pil alkohol? Ja. Prej. Kaj je prej? Kaj je prej? Rekla si, da si pila prej. Kdaj je bilo to? Verjetno nekaj minut. Verjetno nekaj minut nazaj. Torej piješ in voziš. Ja. Ja. Mislim, se voziš z vso to nelegalno robo. Pridi, umazano. Ne razumem. In so te, kaj so to? So tvoje ali kaj? Kaj s temi čevlji? Zgledajo kot iz zapora, a so? Ne. Ne, niso iz zapora. Glavno je, da si nocoj v priporu, prav? I'm a crack. Ima travo, ima odprte alkoholne pijače. Torej gre v zapor. Peljejo ga v čuzo. Morda smo našli ukradeno vozilo. Roke iz žepa. Roke na avto. Rok na avto. Imam svoje ključe. Daj roke na avto. Zakaj jih potrebujem? Daj roke na avto. Besivi. Hej, kaj se dogaja? Besivi. Hej, tudi tebe sem dobila. Pridi sem. Pridi sem. Roke na avto, no. Roke na avto. Hočeš iti kašljat? Počakaj tukaj. Poslušaš. Kaj delaš? Me aretiraš? Še 2 sekundi pa te aretirajo. Obrni se tja. Pogovorila se bojo čez trenutek. Prav. Obtičala sem. Misi. Poslušam. Vse okoli tebe je moje. Ne vem. Dobesedno si doma, spodaj. Hej, mirna sem. Poslušaj. Pomirjam tvoj avto. Aretirana si. Zakaj pa? Ker si kaj? Ne, zaradi poti. Avto je ukraden. Prekletstvo. Daj roke za hrbet. Prekletstvo. Daj roke okoli obraza. Ne poskušam tega narediti. Kaj naj naredim? Sem tam, kaj ne? Sem pod aretacijo. Moraš me prevzeti. Ja, nisem pod aretacijo. Ne končujem tega, človek. Imaš ključe ukradenega avtomobila. Vzela sem jih iz tvojih prekletih žepov. Sem že preverila. Vzela sem ga iz tvojih prekletih žepov. Postavite se skupaj in se ne dotikajte ničesar. Jaz sem lastnik skodelice. V redu je, jaz sem lastnik. Čakaj. Ja, in jaz sem tukaj. V redu je. Ja, ne? Brate. Vrvi. Brate. Ja, bil si brez denarja. Tukaj je ukradeno. Ni mi treba vstopiti v avto. Nisem v avtu. A ni tako? To je moje. Oprostite, gospod. Definitivno moje. Kaj imam v lasti? Če kupim hišo... Si na mojem dovozu. Si na moji travi. Ali imam, ali ne. Vse razen pločnika. Vse razen pločnika. Hej, ne rini je, ne vem. Sem na kameri, vse je moje, razen pločnika. Hej, kaj pa imam jaz? Nimam pločnika, ampak to imam. Sprosti se, to imam. Pločnika nimaš v lasti? Tukaj sem jaz lastnica. Greeners na moj teritorij. Ne zanima me, črncev sploh ne maram. Samo jaz ti sem všeč. Vi vsi sovražite, ko temnopolta oseba zasluži denar. Vi vsi sovražite, ko črna obleka zasluži denar. Se spomniš tega? Ja. Moj avto za delo je džip. V redu. Prej je naš bralnik registrskih tablic večkrat zaznal vozilo Corvette iz Michigana, ki je bilo prijavljeno kot ukradeno. Ko sem pridržala gospoda, sem v njegovem žepu začutila ključek za avto.
Pritisnila sem nanj in odklenil je ukradeni avto. Preverili smo registrsko tablico in potrdili, da je vozilo ukradeno. Zato je aretiran. Tukaj sta njegova denarnica in telefon. Je tam tudi njegovo vozniško dovoljenje iz Ohaja. Odlično. Pravzaprav to potrebujem, ker mi noče dati svojih podatkov. Pasi priboljški. Pasi priboljški. Fantastično. Ne bom vedela ničesar. Kdo je to rekel? Nič, imela sem 3 otroke. O, nenaravno, o, nenaravno, o, ne. Imela sem 3 otroke, o, naravno. Nikoli nisem jemala ničesar. Našli smo nekaj drog v ukradenem vozilu. Oksikodon in nekaj marihuane. Oba moška sta na poti, da se pogovorita z detektivi. Eden od moških je imel 12 nalogov za aretacijo, tako da bo zagotovo šel v zapor zaradi svojih nalogov. Tako da bo še vedno treba ugotoviti, ko se pogovorimo z detektivi in vidimo, kaj se bodo odločili narediti. Odzivamo se na ta naslov, kjer smo prejeli namig za iskano osebo. Nalog za aretacijo je iz okrožja Carter. Domnevno ima zgodovino nasilja. Bomo videli, ali bodo odprli vrata. Pozdravljeni. Ne pusti kužka ven. V redu je. Si ti mogoče Jack? Ja? V redu. Frenzy noter! No. Jack! Jack! Daj no, Jack, odpri! Kaj se dogaja? Ima nalog. Zakaj je imel nalog? Je iz okrožja Clara. Mi nimamo. Rada bi vedela, zakaj je aretiran. Sem njegova mama. V redu. Imamo aktivni nalog iz Foley Accounting zaradi neudeležbe na sodišču. Aha, prav. Nisem vedela, da je ne vozi, zato ne razumem. O tem govorimo. Če bi imel poročilo, bi. V redu, to smo že presegli, vem. Lahko vprašam, zakaj? Če bi šel na sodišče, ali se ne bi motil? Bilo je zaradi njegove obtožbe glede strelnega orožja. Nočem skrajšanih nalogov za prijetje. Skrajšani nalog. Kaj? Želim prebrati nalog. Jack, pridi ven in se pogovori z nami, da lahko skupaj potrdimo ta nalog. Kaj pa je vse ostalo? Prosim, kateri sodnik? Kateri sodnik? O katerem sodniku govoriš? Jaz imam sodnika in to ni tvoj sodnik. Bila sem zaradi naloga, zaradi neudeležbe na sodišču. 616. Kaj imaš? 414. Tudi jaz imam 414. Poskrbi, da bom spet urejen. Imam 450. 414, pridi sem in se pogovori z nami. 414. V redu, govorila se v stavo. Carl! V redu. To je moj dom. To je moj dom. Bolje zate, da res. I want a medic.
I want a hospital. I want an emergency room. Vi, ki ste odgovorni, niste doma. Človek! Nalog, zakaj? Hej! Da se pojaviš. Stopili smo v stik z osebo, za katero verjamemo, da živi na tem naslovu, pri čemer se je aktivno uprla z nasiljem. Policisti so ga na koncu vklenili v lisice, da so ga pridržali in mu nadeli tudi verige na noge, glede na odpor, ki ga je izkazal. Tako bo danes zvečer šel v zapor zaradi nalogov FCA in tudi zaradi napada ter upiranja z nasiljem. Detektiv Noah Dalbras je za njenim vozilom in presega dovoljeno hitrost. Zdi se, da imajo na tej točki utemeljen razlog za preiskavo. Bomo videli, kaj bo pokazala preiskava. To nima kartice za medicinsko marihuano. Rekel je, da je prej kadil. Sprva ni hotel izstopiti iz avta. Rekel je, da sem vozil 55, na območju, kjer je omejitev 45. In potem, kot sem rekel, sem imel občutek, da me nekdo že dolgo sledi. Ne vem zakaj. Bil sem na poti k eni punci, nisem šel ven. Verjetno sem zato bil ustavljen, ker naj bi šel k njej. Ampak se trenutno prepirava, zato sem se hotel samo umakniti. Ravno sem odšel od nje. Ali ti in tvoja žena, kaj? Ti in tvoja žena se prepirata. Ja. V redu, v redu. Mislim, da nisem vozil prehitro, stari. Mogoče sem pravkar dobil nov komplet gum. Lahko preveriš profil. Pravkar sem dobil nov komplet gum. Poglejte, tukaj lahko vidimo nekaj pripomočkov, ki bodo najverjetneje povezani z narkotiki. Wow, v redu. To je prekrito z nečim, kar ni marihuana. V redu, dajte roke nazaj. No, nekaj ste vzeli iz svojega avtomobila, zato bomo to ugotovili. 10-12 je kola. Počakajte, ustavite se. Zakaj vi? Zakaj sem pridržan? Ne obnašam se čudno, ne vem kaj. Poslušajte, jaz nimam opravka s policijo na tak način, prav? Na tvoji teknici je ostanek kokaina. Bodi pošten in povej mi, kaj se dogaja. Ali uporabljaš ali prodajaš? Uporabljam. V redu. Kje uporabljaš kokain? Kje imaš svoj kokain? Kje? Poskušam biti previden. To je nenormalna količina. Sledov kokaina na vrhu tega. Seveda nas skrbi zbiranje dokazov za pregon, vendar me bolj skrbi to, ker je velika večina tega, kar zdaj najdemo, pomešana s fentanilom. Tubokatranski heroin, ja. To bo črni katranski heroin. Že dolgo nisem videl črnega katranskega heroina. Ta tip ima 3 super vrečke, vsaka je dovolj. Poglej, kaj sem pravkar našel. Tukaj je magnetno skrivališče. V bistvu lahko skriješ karkoli, kakršnekoli droge želiš, v vozilo ali v predal. Zapreš in ga pritrdiš, kamorkoli ga želiš skriti. Si kaj jedel, prijatelj? Hej, poslušaj. Če si kaj jedel, te moram peljati k zdravniku, ker se ful potiš, stari. Prevroče je, stari, ful se potim. Ja, razumem. Tudi jaz sem velik fant in nosim veliki opič in vse te stvari. Ampak ti se potiš še bolj kot jaz. Ampak si tudi v boljši formi kot jaz. Markiz, moraš zapisati svojo maso, karkoli rečeš. Na Floridi se s fentanilom ne šalijo. Obvezne kazni se začnejo že pri 4 gramih, on ima precej več kot to. Odvisno od količine, ki se vrne, lahko dobiš do 25 let v državnem zaporu. Playoff 4 Radio 1080 smo v zasledovanju trenutno, bomo lovili osumljenca za poskus umora. Približujemo se Clevelandu, obvestite EPD in GPP. Postal bo izjemno nepremišljen. Hitrost bo 140. Promet je še vedno zmeren. Prostor je prav za video promet, prosim javite se. Di, moj avto. Daš, no? Priprava na pit. V redu, vstani! Come on, baby. To je Villemov napadalec.
Prekleto, prijatelj. Umakni se spoti. Umakni se spoti. Umakni se spoti. Umakni se spoti. Me boš stresla, baby. On je promet. Prav pred menoj. Hej. Okreval je, gremo ven. 251 stran. Stran. Stran, zavijamo desno, LT, zavijamo desno. Prihajamo po 17. ulici, zavijamo levo na 17. ulico. Prihajamo do West Beach ulice. Še vedno smo na napačni strani ceste. Prehitevamo. Mislim, da je to Deeringova cesta. Deeringova cesta pri križišču z Huntingtonovo cesto. 4141 slabo, 41 slabo, 41 slabo, 41 prevračanje. Sklopil bom F3 luč posod. Pokaži mi roke. Show me your hand. Show me your hand. Put some. Come here. Daj roke za krve, daj še drugo roko za krve. Spustite ga ven. Yes. Hočem, da imaš roke pri meni, na meni. Roke za hrbet, ven iz moje postelje. Hey, drop the shit, bro. Si v redu? Si v redu? V redu, prav. Lahko odkleniš vrata? Ne, samo jaz sem tukaj in črni iz štirice. V redu, pokliči svojega moža, prav? V redu, prav, poskrbeli bomo za vas, gospa. Prihajamo, da vas preverimo, prav? Si v redu? Si v redu? Ja, v redu sem. Ej, mislil je, da lahko vozi. Ne vem, daj si kričal ali karkoli. On je tukaj. To je osumljenec za domnevno streljanje iz okrožja Henry. Tukaj ga lovijo po navadnih cestah, kar res ne maramo početi, še posebej v Atlanti, če poznate gostoto prebivalstva. Ampak na koncu je tukaj zgoraj trčil, prav tukaj pri tem centru. Zadev je 4 vozila in se prevrnil na bok. Stani, no daj. No daj, mislim, da gre za noge. Ja. Gremo po kje je Marvin. Hitro ga potegni ven. Zdaj doživlja nekaj, kar imenujemo perbitis, kar pomeni, da te začne dohitevati resničnost zaradi zločinov, ki si jih storil. In potem te dobijo. Zdaj ima v glavi vse te ideje o tem, kakšna bo njegova prihodnost in zaradi tega mu je slabo. Ampak bo v redu. Potreboval bo le nekaj vode in nekaj časa, da vse skupaj prespi, da razmisli o svojih odločitvah. Ja, naj si tega privošči čim več. Ja, glavne obtožbe bodo beg pred policijo, nevarna vožnja, nevarno ravnanje in oviranje, skupaj s celo vrsto drugih nalogov za prijetje.
Imaš vsaj približno 15 do 20 nalogov za prijetje, ampak to so trenutno glavni. Odzivamo se, da pomagamo enotam Black Hawk pri morebitnem vozniku pod vplivom. Okrožje Henry pravi, da je voznik morda trčil v eno od njihovih vozil. Torej smo na parkirišču Valero. Spravi si iz moje postelje. Smo pri Valero. Spravi si iz moje postelje. Going around the back of Valero. On GSP. Clear. Okej, 470. O moj bog. O, sranje, človek. Upam, da ga nisi zadev ravno v rit. Sem ga, ja. O, sranje, ja. Zadev sem ga točno tukaj. Krožil je okoli smetnjaka in skoraj si bil ustreljen. Pobegnil je tja. Pobegnil je tja. Čekali naokoli. Šel je v tisti smetnjak tam. Bil tak, mi pridemo z ene strani, tako da ga imamo v kotu. Ja. Vred. Popeljal nas je v smetnjak, čisto zadaj tam. Ampak je ves čas odpiral vrata, ko smo ga lovili. Tako da ne vem, če je kje odvrgel. Hej, ves čas nas je spravljal tja noter. Ja, meni je to ves čas počel. Katero drogo si vzel? On, nismo, kaj še? Tablete? Ja. Gospod je trčil v policijsko postajo Stockbridge in pobegnil. Zato so imeli proti njemu obtožbe zaradi hudega napada. Pravzaprav zavija desno pred menoj, na bencinsko črpalko z odprtimi vrati. Zato sva zapeljala za njim. Pobegnil je, zato sva ga začela loviti. Šel je za nekaj smetnjakov in takrat je bil ujet med mano in namestnikom Ronardom. Poskušal se igrati nekakšno igro z nama, in se odločil, da ne bo sodeloval z nama. Na koncu je bil uporabljen elektrošoker. Pričal ga je in ga pridržal. Sedi. Predali ga bomo okrožju Henry, saj imajo tam resnejše obtožbe zaradi hudega napada. Mi pa bomo odstranili le enega uličnega preprodajalca. Ali viski ali pa voznik alfa mikrofona. Poskušam dohiteti to zasledovanje, gre za pobeg po trčanju. Nekdanji upajoči je našel vozilo, odpeli ga, konec. Pred snemanjem smo se sporili. Policijski pes bo kmalu prišel in prevzem vodstvo. In ga bodo postavili. Začel bom delati z njegovimi otroki, zato mi dajte malo prostora. Ja, me bo dolg dan. Ja. Spravi ga noter telovadnico. Imamo en dan. Ne smo dolg. Še 4, sem za tabo, sem za tabo. Počakaj. Ujel se bo v pasti, zagozdil se je. Hej, premakni me nazaj do mojega avta. Nazaj v avto. Pokaži mi roke, čvoli. V redu, no pokaži te roke. Oprosti.
Ja, to je bilo neumno. Sprejel sem boljšo odločitev, to je zagotovo. Mislim, da so dežele poškodovane. Lahko to odstraniš. Lahko to odstraniš? Bello. Ali lahko zlezeš s sedeža? Ne vem, sem bezdelan, oprosti. Vej. Si pripet z varnostnim pasom. Oprosti. Imaš pripet varnostni pas? V redu smo. Samo bal sem se. Stari, vem, tu sem. Trenutno me to ne skrbi. Skrbi me, kako te spraviti ven. Potiskaj. Kari. Dosegel sem tvoj živc. Mi lahko daš minuto. Pojdi z avta, pusti, da vidim, če so že odrezal. Daj no, nadaljuj. Spravi ga ven. Pokvarjeno, dej no, pejdi z avta, vleko te bom ven. Ajči. Počakaj, daj mi minuto. Ne, ni dovolj, ne pomagaj. Pojdi na tla, človek. Na tla. Spet dvigni roko. To je v redu. Daj no. Dvigni še drugo roko, prijatelj. Opravičujem se. Nikoli v življenju nisem naredil nič takega. Sem nekje, ja. V redu, na vozilu smo izvedli manever PIT, ne moraš se specializirati, oprostite. Na vozilu smo izvedli manever PIT, Tit je bil sprva ujet, uspelo nam ga je spraviti ven. Iz glave mu teče kri, imamo ogenj, tukaj imamo tudi nekaj tehničnih težav. Zdaj bomo poskušali pomagati. Vsmod Kanon 2, tukaj so gasilci in reševalci in skupaj s patruljo smo ukrepali. Opravičujem se, prijatelj. V redu je, stari, je mimo, je konec. Sem bedak. Poglej gor. Tukaj nisem bil prav pameten. Sam je bil cel notov. Kako težko je zlomiti rotor? Moja mama je imela zabavo pri... In imeli smo nekaj ljudi tam. Imeli smo nekaj pijače, imamo nekaj za jesti na tem postanku, sodelujemo, da bi bili najboljši in vse. On je pijan kot čep, ne bom lagal. To je vse zaradi pitja in vožnje. Zato ne pijte in ne sedajte za volan, otroci. Ker bo vaš avto izgledal tako. Tako da, ja, zdaj mu nudimo zdravniško pomoč, moral bo iti v bolnišnico, imam polne roke papirjev, stari, in potem ga bomo odpeljali v zapor. Ima ugasnjene luči, še vedno gre proti zahodu. Kmalu bo prišel do Čine. Ne pritiskaj. Vozilo je pobegnilo pred mano. Bili smo pri Lumisu in Cedarju. Imel je temno zatemnjena stekla, mimo črte za ustavljanje. Takoj sem se obrnila, prižgala luči. Ugasnilo je luči in pobegnilo. Trenutno samo poskušamo priti ven. Imamo ga na očeh. Poskušamo mu nastaviti trak z bodicami. Videti je, da se premika poševno proti Clydu. Dober zadetek s trakom z bodicami. Videti je, da bo to šlo skozi. Povezava 3 kvat, še en dober zadetek s trakom z bodicami. To je bilo dobro. To je bil res dober zadetek s trakom z bodicami. To bomo dobili. Še vedno vozi proti severu po Edgewaterju, čez prvo križišče. Martina, Martin. 6 trakov z bodicami na tem vozu. Moramo ven iz vozila. 2 vrata sta odprta. 2 temnopolta moška. Mislim, da je bil drugi voznik oblečen v belo majico in imel Kenovo izkaznico. Bežita proti jugu. V redu, primite temnopoltega moškega v črni majici v izredu. Je to edini? Ima nekaj za voziti. Še vedno potrebujemo vrtalnik. Ja. Imamo 2 napred. There is 2 runners and their shoes in the car still. Ta
stvar je bila hitra. V redu. To je vozilo, ki je pobegnilo iz obeh mlinov, voznik je pobegnil, nismo našli ničesar nezakonitega v njem. To je voznik. Kaj? Ti voziš, videla sem te. Dobesedno sta si pogledali v oči. Ja, si. Zagotovo je bil med nama očesni stik. Si na križišču Cedar in Seagrave? Ne morem povedati. Pripeli ga sem. No. Ja. Tisti v črni majici. V redu, zdaj gremo na drugo lokacijo, kjer imajo pridržanega drugega osumljenca, ki je bil v vozilu. Samo identificirala ga bom, saj sem ga vizualno prepoznala. Opazovala sem oba potnika v vozilu, preden je vozilo pobegnilo, tako da bomo samo rekli, ja, to je ta tip, ali pa... Kako ti je ime? Jaz te že poznam. Spet bežiš, pravzaprav tokrat nisi bila voznica, ampak si bila v avtu z nekom, ki beži. Rekel je nekaj v smislu, zakaj ste me sploh lovili? Kaj smo naredili, da ste me lovili? Jaz ga nisem nikoli lovil. Prišel je ven, prišel sem sem, on je prišel izza grmovja z dvignjenimi rokami, potem smo ga uklenili, on pa kar naenkrat, zakaj ste me lovili? Tako je sam priznal, da je bil v avtu. Točno tako. Voznik bo šel v zapor zaradi pobega, jaz bom odpeljala sopotnika zaradi upiranja. In nocoj bo dobil kar nekaj globe. Jaz bom prvi.